Converde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Danes Marina Skril studio se je priselil v Center kulture Španski borci in v okviru sejma je tudi razstava kviltov Tilda Fabriks z imenom Praznično sporočilo. Začelo se je z majhne punčice, ki jo je ustvarila oblikovalka Tone Finanger, do prekrasnih vzorcev, ki zdaj krasijo naše kvilte. Kvilt je angleška oziroma ameriška beseda in označuje prešit izdelek. Torej, najprej naredimo osnovo za patchwork, sestavimo koščke blaga, ki jih skupaj zašijemo, podložimo s polnilom in tak izdelek, ki ima 3 sloje ali sendvič, tudi prostoročno prišijemo. Izdelek, ki je prostoročno prišit ali ročno prišit, imenujemo kvilt. Izdelovanje oziroma prostoročno prišivanje pa quilting. Take izdelke uporabljamo za okrasitev našega doma, za ustvarjanje ambienta. To so čudovite prišite odeji, prti, nadprti, pogrinjki, odejice za otroke, polštrčki oziroma blazine, nešteto različnih izdelkov in okraskov lahko naredimo tako. Izdelava torbe baul, kjer zahteva se posebna tehnika izdelave, izdelava tekstilne slike, ki se prepleta znanje quiltinga, ročnega vezenja, barvanja blaga. V okviru današnjih delavnic se lahko naučite izdelovati tudi tekstilno sliko. V tekstilni sliki je prepletanje različnih znanj. Kombinacija vzorcev blaga, izbira blaga, quilting, prostoročno prišivanje in tudi ročno vezenje. Prav ročno vezenje, s katerim mi poudarimo detalje, ki jih želimo, naredijo tudi sliko posebno. Tako sliko jaz in moja kolegica Bernarda sva pripravila tudi za ogled. Sovjetske zveze. Takrat je bila Sovjetska zveza, ki je razpadla. Mama moja je Rusinja, oče je Ukrajinec. Tako da v meni tudi prepleta se kulturna dediščina in to kulturno dediščino seveda nesem s seboj. Tukaj v Sloveniji sem že okoli 30 let in mislim, da v tem prostoru se dobro počutim in seveda našla sem se, da tudi tukaj lahko ustvarjam, gradim in sem našla ljudje, s katerimi seveda to tudi delim. Zelo velik interes Slovencev in Slovenk za šivanje in tudi vezenje. Poleg žensk, ki k nam prihajajo številčno, imamo tudi fantje, ki se učijo naprimer vezenje, ker pravijo, da doma imajo obrt in on bi rad naprimer naučil se ničesa posebnega. Tako da nas zelo veseli in tudi smo zelo počaščeni, da k nam pridejo po posebno znanje, ki ga tudi dobijo. Ročna dela se počasi vračajo v svetu in tudi v Sloveniji se je interes raste in se spreminja tale slika iz leta v leto. Tudi verjamem, da smo mi veliko prispevali s tem, kar pokažemo. Veliko smo oziroma aktivni smo zelo na Facebooku, predstavimo, pokažemo, kaj vse delamo in k nam ljudje se vračajo, prihajajo na novo, pridejo predvsem s posebnimi znanji in s posebnimi željami, želijo pri nas dobiti posebno znanje, ki ga ne dobijo v drugih šolah šivanja. Smo zelo počaščeni, tudi naše stroji, na katerih delamo, to omogočajo in zato seveda interes lahko raste, ker vidijo, kaj lahko vse naredijo. Kar
smo mi predstavniki švicarske blagovne znamke strojev Bernina, lahko ponudimo več različnih možnosti šivanja in ustvarjanja s pomočjo teh čudovitih strojev. Vabljeni k nam na Medvedovo cesto 17. Nahajamo se blizu stare pivovarne Union. Vabljeni brez problema.